Slovenije si želi, da bi tudi v prihodnje bilo tako dobro sodelovanje tako z vsemi ostalimi stanovskimi organizacijami, kot tudi Slovensko kmečko zvezo. Želi si, da bi bila zakonodaja utrjena, stabilna in bi ta vodila v razvoj slovenskega podeželja in zagotavljala slovenskemu kmetu stabilno delovno okolje. Kajti le stabilno delovno okolje je pogoj za razvoj slovenskega kmetijstva, slovenskega podeželja in ker je kmetijstvo nosilec vsake družbe, je tudi pogoj za razvoj slovenske družbe. Za prihodnje si na Sindikatu kmetov Slovenije želimo predvsem eno zadevo in sicer, da se počasi pametno vrnemo nazaj na proizvodno vezana plačila, vkolikor bo se strani države še kaj poskrbljeno za proizvodno v Republiki Sloveniji in pa tudi v Evropi, kajti pomembno je, da se proizvaja, ne pa da se podpira nekaj, kar se ne proizvaja, zato da se vzdržuje. Se strani Sindikata kmetov Slovenije želimo Slovenski kmečki zvezi pri Slovenski ljudski stranki, da nadaljuje začrtano pot in ponovno veljavi vladavino zdrave kmetijske pameti v slovenski družbi. Ja, hmalo smo skoraj na paniki, čas bi že bil, ampak mislim pa, da zdrava kmečka pamet bo še zmeraj vodilo, da bo rešila Slovenijo iz te krize. Hvala. Kot drugega govornika danes bi povabil podpredsednika Zveze lastnikov gozdov Janeza Beja, da tudi spregovori v imenu Zveze lastnikov gozdov. Ja, in lep pozdrav. Pozdravljen predsednik Kmečke zveze, vsi gostje in vsi prisotni. Najprej tudi jaz opravičujem predsednika Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Rajka Štefaniča. Sicer on glih kmečko pravila ne more več opravljati, ker je poškodovan, je pa resnično tako zavzet predsednik Zveze lastnikov gozdov, da dejansko ima že kar urnik in dnevno, kje je in kje ni, zato pa smo podpredsedniki in seveda člani. Eden izmed članov upravnega odbora je seveda tudi predsednik Kmečke zveze Rok Sedminek. Lejte, ta sporazum, ki ga je predsednik Kmečke zveze omenil, mi smo že, jaz ga zelo podpiram in si ga želim, predvsem si pa želim, da bi ta sporazum veljal najprej med vsemi nami, še bolj pa, da bi ga upošteval minister in vlada. Ker, veste, tako kot je rekel predsednik Sedminek, ogromno enih ur porabimo nevladniki za razna pogajanja, za razne sestanke, srečanja, ne vem kaj vse, ampak iz tega so resnično drobtinice. Zakaj? Zaradi tega, ker sta že predsednika povedala, ker nimamo človeka ne v vladi, ne v parlamentu. Z nami, z kmeti delajo, kar hočejo. Hočejo pa v tej smeri, konec koncev, dolga leta se je govoril, vsaj po mestih, vse kmete ne rabimo, imamo vse v trgovini. In verjemte mi, veliko meščanov, pa mi oprostite, če ste med njimi, še vedno tako razmišlja. Mediji pokažejo tiste velike traktorje, ne vem kaj še vse, in seveda, kmetje smo bogati. Ne pokažejo, jaz sem ne vem kolikrat že zahteval, da na teh kmetijski oddaji, ki je vsako nedeljo ob 12, da naj pokažejo še tiste kmetije, ki propadajo, ki živeti ne morejo, ki zapirajo, teh pa ne pokažejo. In če bi to realnost pokazali, verjemte mi, da bi tudi ostali drugače gledali na nas, na kmete. Zdaj pa, da se dotaknem za tisto, kar sem bil povabljen, lejte, v Zvezi lastnikov gozdov, bom rekel, smo 9. leto, 10. leto teče, ker smo organizirani v zvezo. Ja, res je, vsi, več ali manj skoraj vsi smo
ali pa veliko nas je v članov zbornice, ampak res pa tudi je, da je veliko, kar 460 tisoč lastnikov gozdov in večina od teh ni vključenih v zbornično urad. Največji problem pa je lastnina. Lejte, 20 let in še nekaj zraven se še vedno pogovarjamo o lastnini, o divjadi. Lejte, konkretno lahko povem, ko smo bili pri poslancu Matjažu Hanu in smo izpostavili divjad, pa je rekel, fantje, ne se zabavati, o tem se pa ne bomo pogovarjali. To je pa ideološko problem. Tukaj smo. In daleč je še demokracija. Zdajle, ko sem se peljal, sem poslušal radio. Pa sem poslušal, ne vem, studio v 17. ali kaj je že bilo, sploh ni bistveno, iz Makedonije, pa je bilo govora o pravici govora. In ne vem, kolikih pravicah. Fantje, nismo daleč in dekleta od tega. Pa čeprav, hvala Bogu, imamo mir. Ampak tudi jaz sem nedolgo nazaj že povedal nekaj, ne? Ko sem bil majhen, nisem smel povedati, da hodim v cerkev. Ko sem bil malo večji, nisem smel povedati, da sem kmet. Da pa ne rečem, ne, da kar nekaj let malo bi smel povedati, da sem član Ljudske stranke. To je dejstvo. In še tisti, ki smo, se velikokrat sramujemo ali pa se sramujejo. In lejte, od lastnine naprej, divjadi, en absurd, ki se dogaja lastnikom gozdov, je tudi ta, da v zakonu lepo veleva, da lastnik gozda mora dovoliti prost prehod skozi gozd. A odgovornost za tega, ki hodi po mojem in vašem gozdu, nosi pa lastnik. To je fenomen v svetu. A veste, če mu veja pade temu obiskovalcu, kolesarju, turistu, pohodniku, ne vem kaj še vse, na glavo, odgovarjam jaz kot lastnik. A veste, to, hvala Bogu, da se niti na glas ne govori, ampak to je absurd. In niti tega, ne ta vlada, ne prejšnje, niso mogle to besedo ali ta stavek izbrisati iz te odgovornosti. Ne bom predolg, no, toliko problemov imamo pa tukaj v Zvezi lastnikov gozdov, da če imate čas, še pod točko razno. Hvala. Res je, problemov je velik, pa bodimo pozitivni, ne obletnica, ne smemo vse negativno danes gledati. Kot naslednjo govornico bi povabil temelj družine, pa družinska kmetija, se tudi radi hvalijo, predsednico Zveze kmetic Slovenije, gospod Ireno Vleh. Prav vsem skupaj lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa imenu Zveze kmetic Slovenije, v katerem se vam najlepše zahvaljujemo za povabilo in s tem, da lahko danes tukaj z vami delimo svoje mnenje. Dovolite pa, da vam najprej čestitam za delo in vsa prizadevanja v vseh teh letih, saj ste v tem času odigrali pomembno vlogo za naše podeželje. Zveza kmetic Slovenije povezuje kmetice in dekleta s podeželja v Republiki Sloveniji na osnovi prostovoljnega članstva. Smo nepolitična organizacija in delujemo kot društvo v javnem interesu. Naša pomembna naloga je združevanje, povezovanje, izobraževanje. Kjer pa se lahko, pa se tudi vključimo v aktualno problematiko, ki pa je za nas malo težje zaradi našega načina dela. Prepričane smo, da je pomen našega delovanja, torej delovanja društev na podeželju, res velikega pomena. Praktično sodelujemo pri zadevah, ki popestrijo in izboljšajo kvaliteto življenja na podeželju. Za našimi društvi je že kar dolga prehodna pot s
spremljale so se, spremembe so se naredile na različnih področjih. Prav tako smo se izobraževale in veliko gradile na pridobivanju samozavesti in iskanju primernega položaja v družbi. Še je veliko dela in upam, da nam volje in moči ne bo zmanjkalo. Se pa vse pogosteje sprašujemo, kako naprej. Resnično se spreminja naše podeželje, se razslojuje, nekatere kmetije postanejo tako rekoč velike in kmetje na njih okupirani od dela in od vsega, kar je poleg tega še potrebno narediti. Zmanjkuje časa za druženja, za solidarnost, za pomoč. Naše delo so v veliki meri res zamenjali dragi stroji, a kljub temu dela nikoli ne zmanjka. Pojavlja pa se veliko vprašanje, ali se splača. Če pa pogledamo vlogo žena, pa je dejstvo, da jim je v celoti ostala skrb za družino, gospodinjska dela, vzgojo otrok, samotaksi, služba in še marsikaj. Pričakuje se, da sodelujemo pri delu in se trudimo z dopolnilnimi dejavnostmi. Zvečer pa se običajno posvetimo še urejanju dokumentacije. Tak je vsakdanjik naše sodobne kmetice. Želimo si, da bi vsi, ki se s podeželjem ukvarjajo, strmeli za tem, da bi naš stan končno zavzel mesto, ki si ga zaslužimo. Želimo si, da bi našim otrokom omogočile dostojno življenje, možnost in željo, da ostanejo na kmetijah in jih obdelujejo. Želimo več možnosti vlaganja za razvoj tržno usmerjenih kmetij. Želimo si sodelovanja med regijami tako na interesnem kot poslovnem področju. Želimo si veliko, imamo mnogo želja in upamo, da nam boste tudi vi pomagali pri uresničevanju le-teh in pa želimo vam še uspešno delo naprej. Kot naslednjega govornika bi povabil gospoda Petra Briska, predsednika Zadružne zveze Slovenije. Spoštovani Rok Srbinek, predsednik Slovenske kmečke zveze, čestitke tudi za izvolitev, ki si jo pred kratkim imel. Spoštovani magister Marko Zidašek, predsednik Slovenske ljudske stranke, in prav lep pozdrav po vsem gostom, tukaj pa spoštovani članice in člani Slovenske kmečke zveze. Jaz bi pa mogoče malce nazaj oziroma leta 1986, vsi, ki smo zrasli na kmetijah, smo od malega mogli preko delati po svojih zmožnostih, kolikor smo lahko. Dobili smo bolj malo, tako je pač bilo življenje na kmetiji. Leta 1986 je pač, bil sem še zelo mlad, ko mi je oče umrl, sem prevzel kmetijo, se aktivno vključil domačo zadrugo in tudi takrat smo se z mojimi kolegi takrat na Celjskem začeli spogledovati in pogovarjati, kaj bi bilo potrebno takratni družbi postoriti. Kovač Marjana, verjetno vsi poznate, smo vsa leta borci za kmečke pravice. In tam že v letu 1987 smo začeli zelo resno, da bi bilo potrebno takratni družbi marsikaj spremeniti. Seveda, danes so vsi pametni, ampak takrat vam povem, nas ni bilo veliko, ki smo se tudi odkrito, odprto, javno tudi pred novinarji pogovarjali, da takratna družba ni najbolje urejena. Ker z današnjimi ljudmi vse enostavno. Vidimo pa, kaj vse se je dogajalo takrat, ker sem bil zdaj tudi v nekih krogih, kjer se je pač takrat so bile variante, torej eni so bili zato, da se Slovenijo takrat na silo pokori, bolj iz teh, bi rekel, vrst jugoslovanske armade. Nekateri so pač rekli, pustimo Slovenijo, primer se bo šla za sebe. Lahko bi nas takrat, po domač povedan, kot zajce polovili, zaprli, pa je bila zgodba popolnoma drugačna. Tako da ni bilo vse samo po sebi umevno. Skratka, kmetje smo bili tisti, ki smo si najbolj upali. Ne vsi ostali so bili pozneje. Kmet je pač po naravi svobodnjak, in nekako tudi danes, pa vedno je bilo tako, da kmet se je upal nekaj povedati. In tako je prišel pač do, rekel, eno leto, pač koliko sem jaz sodeloval, tudi pred, rekel, Unionsko dvorano, tukaj so že potekale aktivnosti, ki je potem res množična udeležba tukaj potrdila, pač to ustanovitev Slovenske kmečke zveze in pa potem vse nadaljne aktivnosti. Pa volitve, pa smo šli na kandidatne liste, pa kandidirali, pa dobili lep rezultat. In tudi, če se spomnimo tiste čase, ni nam bilo nič težko. Vse po svoje je bilo hudo. Jaz imel mlado familijo, kmetijo, še službo zraven
To smo cele večere sestankovali, volitve smo delali ne tako kot zdaj, ko se da agenciji, pa se plača, ampak to smo vse sami naredili. Plakate same lepili, cele noči, ko so ti drugi dol trgali, pa si šel, to ni bilo denarja. Ne? Danes, da bi nekomu rekel, pej ti sam plakate, lepil, bi rekel, čuj, kje pa si. Ne? Tak je bilo, no, vsi se spomnim, večina, kar vas je tule, se spomnim, da smo pač tako delali. No? Mlajši pač se tega ne morate, ampak sem vesel, da ste tudi tukaj, pa da mogoče malo čujete to našo zgodovino. Skratka, Slovenska kmečka zveza je dosegla velik uspeh, potem preimenovanje v Slovensko ljudsko stranko. Res lahko rečem, ogromno smo sodelovali, veliko dobrega se je storilo in bilo je tukaj kar nekaj kritičnih misli izrečenih. Jaz bi rekel tako, gledajte, nikoli ni vse postorjeno, ne na moji kmetiji, ne tam, kjer smo po službah, ne v politiki. Vedno se je treba boriti, nikoli ni konca. Ne? Ampak moram pa reči, in to mislim, da lahko trdite, veliko se je v teh 20-27 letih na področju kmetijstva postorilo. Ravno zdaj sem bil v Novem Sadu dol, pa veliko grem po Balkanu, pa po drugih evropskih državah. Tudi Slovenija je relativno lepo obdelana in tudi po hribih poseljena. In zato gre velika zasluga prav Slovenski kmečki zvezi, Slovenski ljudski stranki in pa tudi nam, nevladnim organizacijam, ki lahko rečem, da dobro, bili so določena obdobja, tudi mogoče malo neskladja, eden je bil bolj pametno drugega, ampak zadnja leta lahko rečem, odlično sodelujemo. Tudi prejšnje leta se spomnite, ko je bilo potrebno, koliko štrajkov smo naredili. Pa jaz nisem tisti, ki bi bil z veseljem šel na ulico, pa ljudi ščuval proti državi ali kakorkoli. Ampak takrat, ko so bile odločilne stvari, smo šli na ulico. Spomnite se, preden smo vstopali v Evropsko unijo, 10 000 kmetov nas je bilo pred parlamentom, ker se nismo strinjali, da nas Bruselj poceni odpravi. In takrat je bil tisti ključen premik v slovenski vladi takratni in pa tudi v okviru Brusla, ko so videli, slovenski kmeti se ne dajo. In dejstvo je bilo, da smo mi šli v Evropsko unijo z 2-krat večjimi subvencijami kot ostale nove članice Evropske unije. To je dejstvo, to so številke. In tako zdaj je to drugo finančno obdobje, ampak kot pravim, boj se nikoli ne konča. Tudi kar je Rok prejšnji povedal, zdaj so nove zgodbe, res je, minister je dosti krat prijazen, velikokrat mu ploskate po terenu, ampak vse pa ni tako lepo in je treba tudi določene stvari trdo postaviti. Ne? In to je zelo ključno, da nevladne organizacije stopimo skupaj, je pa seveda treba ločiti tisto, rekel, kaj je politika, kaj je stanovstvo, da ne bi rekel, tu preveč mešali, da ne bi potem nekdo to zlorabljal v neke svoje interese. Glejte, prej je bilo malo tudi od obeh predsednikov rečeno, res je, ljudska stranka je lansko leto izpadla z parlamenta, sigurno bo še noter. Sigurno bo še noter, ker stranka s tako dolgoletno tradicijo, pa z toliko ljudmi po terenu, ki dobro delajo, s tolikimi dobrimi župani, ne more za trajno izpadi z parlamenta. Verjemite mi. In če mi v to ne verjamemo, potem pač, vete, ampak mislim, da verjamemo. In to mora biti. In tudi slovensko podeželje, eno stranko, kot je Slovenska ljudska stranka, kot bi rekel, tisto, ki nadaljuje tradicijo, tisto, kar je Slovenska kmečka zveza začela, jo rabi ta prostor. Posod po Evropi so ljudske stranke, se pravičujem, med najpomembnejšimi strankami. Kamorkoli gremo in to vidimo. Ne? Res pa je tudi, ko, ne vem, vsako leto sem običajno na otvoritvi sejma Grüne Woche v Berlinu, rekel, pomen kmečke zveze, recimo v Nemčiji, na kompletno dogajanje tam. Predsednik Slovenske kmečke zveze vsako leto med slavnostnimi govorniki otvoritve enega največjih sejmov, to je Grüne Woche v Berlinu. Ne? Taj, ko se pogovarjamo, zdaj tu pri nas so Rok, tak, da si zelo pomemben, mislim, to pač veš. Ja. Peter, nemške kmečke zveze. Ja, še vse ti veš. Rok vem, ker je tudi veliko sodelovala tudi v Bruslju, jaz sem bil podpredsednik Ope Kočeke, Rok mladih kmetov v Bruslju in veba, kako to v Evropi poteka. Tako da jaz vesel, ko vidim v kmečki zvezi, v ljudski stranki neko mlado, novo energijo in pač kar bom lahko tudi v prihodnosti pomagal, da to zgodbo peljemo naprej tako, kot treba. In sem pa optimist in moram biti optimisti. Hvala. Ja, hvala tudi za spodbudne besede. Sam sem rekel dober, da žena moja ne čuje, bi rekla, naše isti, tudi kar po terenu. Ampak sreča, jaz spravim, hvala Bogu, mi še to dopušča, imam očeta zdravega, da tudi danes, ko je lep vreme, ne zamerim nobenemu kmetu, ker je test se strgati, ko se začne sezona. Zato pa hvala vam vsem še enkrat, ki ste 88 leta imeli pogum in pa tudi danes, ki ste sedeli v takem času, pa podpirate našo stanovsko organizacijo. Kot naslednjega gosta vam predsednika
Kmetijsko-gozdarske zbornice. Malo me grd gleda, ker se bojim, da bomo preveč delamo dal, ampak predsednik, sigurno bomo stali ob strani. Vse, kar smo si zadali, hočemo biti aktivni in pa odigrati aktivno vlogo. Je pa dejstvo, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica največja stanovska organizacija slovenskega kmeta. Hvala. Gospoda Cveta, župan. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v svojem imenu in pa v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice. Kar malo v težavah sem, to, ki je bilo že povedanega, pa vsi imate prav. In včasih kar težko še kaj dodaš. Vendar izzivov je bilo kar nekaj tudi izpostavljenih. Pa naj začnem drugače. Najprej predsednik Kmečke zveze čestitke za izvolitve. Tudi na tebi čestitam za vodenje ljudske stranke. Zelo korajžno in tako je prav. Stranka ste prevzeli Kmečko zvezo na nivoju, ki je nizek in res bo težko delo za naprej. Ampak, tako kot je rekel moj predhodnik, korajža pa volja pa se marsikaj ali veliko premaga. Čestitam tudi Kmečki zvezi za 27-letnico, tudi sam sem bil takrat vključen. Takratni, ko o tem govorimo, takratni čas je bil drugi. To moramo priznati, da šlo je za politične spremembe po tolikmu času, šlo je za spremembe tudi kmetijske in tako naprej. Danes se to ne pričakuje, takrat je bilo to drugače. Ne moramo enačiti, ni isto. In tukaj moramo pač na to tudi malo drugače gledati. Vseeno pa tistim, ki ste še iz tistih časov, res čestitke grejo za pogum, za izpostavljenost, ker takrat je bilo najtežje se izpostaviti. Vsi smo se malo bali, vsi smo bili malo tako, ki smo Slovenci še danes malo bi se skrivali, pa bi tako najlažji gre skozi. Res še enkrat čestitke, vendar